Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa, še z komentatorskega mesta tu v športnem parku v Novi Gorici, kjer bo odigrana tretja tekma tega 22. kroga. Gorica in Koper se bosta torej pomerila, primorski derbi, že to samo po sebi pove dovolj. Samo za trenutek hitro so Goričani znova žogo zapravili. Tole je priložnost za Koper, padec v kazenskem prostoru in brez 11 metrovke. Da goste po prekršku Krke nad Požegom Macašom popelje v vodstvo. Edom Vojni strelja, Likanju je žoga nekako vendarle spolzela skozi roke, šel je v pravo stran goriški vratar in Koper vodi z 1:0. Za zdaj še povsem brez dela Garica, lepo je vrtičil žogo proti vratom, potem pa strel z glavo. Kdo je bil tisti, ki je tule zadev prečko? Prvi rumeni karton v tem prvenstvu. Selimović, poizkus diagonalne podaje, bržčas proti Garici ali pa Jukiću, to ve, se ni šel priložnost za izenačenje in obramba Golubovića. Obrnilo ali po prostem občutku pa vsaj nekako izenačilo. No, tole pa bo zdaj kazen druga danes za Kambiča in Koprčani ostajajo le z deseterico. Športni direktor Ivica Kuberac. Tole je zdaj priložnost za izenačenje in 1:1 v Novi Gorici. Strelec je Kralec. Povedanega položaja ni bilo, tudi brez prekrška pred tem, in Gorica je v drugi minuti sodniškega dodatka prvega polčasa prišla do izenačenja. Koper ima zdaj priložnost in 2:1 za goste. Rudi Požeg Macaš. Zelo zgosti pred svojimi vrati in ima tisti, ki napada, celo manj priložnosti, ampak to je zdaj priložnost za Krajca, ki je padel v kazenskem prostoru. So pobesneli na goriških tribunah. Pritisk Gorice. Prekalo, dober predložek, Ankrat pred vrati, zgrešil je. Ankrat 11 metrovka pa za Gorico. Premaga Adnana Golubovića. Jukić strelja in izenačenje v 76. minuti. Selimović je ostal zadaj. Požeg Macaš, postrel Ankraka. Še enkrat zelo nevarno. Končni izid 2:2, ampak tole danes je povsem nekako drugačna točka, kot je bila tista proti Radomljam. Danes Gorica z veliko več neke energije, povsem drugačen pristop. Kako ste vi videli tole tekmo? Vedeli smo, da bo drugačna tekma, tudi ura druga, vse. Mislim, da smo šli res s pravim nabojem v tekmo, tudi s pravo miselnostjo, da zmagamo. In kar se tiče tega, sem zadovoljen. Malo na koncu spet samo točka po zelo dobri igri in dosti zapravljenih priložnosti.
nekako s prve situacije smo dobili gol, spet po odločitvi VAR-a. Potem moraš loviti, imeli njen prečko, imeli kar nekaj šans. Jezi me to, kako smo dobili ta drugi zadetek, ker v bistvu je bilo še 20 sekund do konca polčasa in smo bili vsi za žoge. Nismo dobro reagirali in zelo neumen zadetek. Potem spet moraš loviti, ampak na koncu potegnem črto, je igra dobra. Rezultat zmago je rabimo. Mislim, da enkrat se bo tudi nam obrnilo v prid, da bomo nagrajeni za dobro predstavo. 2 tekmi, 2 točki, novinci se počasi privajajo na vaš sistem dela. Ekipa se je ne nazadnje krepila tudi v zadnjih minutah pravzaprav prestopnega roka. Kakšna je perspektiva Gorice v boju za obstanek? Ne, jaz vidim stvar pozitivno, samo treba na tem ustrajati. Jaz točno vem, kaj ti igralci rabijo, kak proces se mora dati skozi. Ti fanti so prišli po večino 6 mesecev neigranja in ni to tako enostavno. Mislim, da so še dobro odigrali tekmo. Zdaj je treba pravilno dozirati, imamo že v sredo novo, pa spet nedeljo. Tako da dobro, da imamo kar lepo število igralcev in da treba pač tudi s nekimi rotacijami pravilnimi narediti rezultat. Gospod Zeljković, nekako kar čudna, nervozna tekma, na kateri se je dogajalo marsikaj. Zdaj, če bi šli od situacije do situacije, bi lahko bili tule praktično ves večer. Kako ste vi videli vse skupaj? Ja, neka divja tekma. Mi smo dobro začeli, prevzeli pobudo pač za del in potem nerazumno tudi malo padli. Bili zato pač kaznovani, zgubili igralca in potem je bilo vse teže. Ne glede na vse, fantje so 60 minut garali, zato jim čestitam. Videli smo tudi, kako smo prejeli gol, tako da sigurno, da nismo zadovoljni, ampak moramo dvigati glave in gledati naprej. Zoran, marsikaj se je dogajalo ob robu igrišča, moram vas vprašati, dobili ste rumen karton, pa vseeno zapustili klop, kaj točno se je zgodilo? Nisem se mogel kontrolirati, težko mi je to vse skupaj gledati, tako da sem raje šel dol, sem bil prepričan, da bom še kaj rekel in da bom zato kaznovan. Živčna, nervozna tekma, pravi derbi, pravzaprav v vseh pogledih, kako ste vi nekako videli ta obračun? Ja, kaj ne rečem, čestitke Kopru za dobro predstavo, čestitke nam za dobro predstavo. Žal smo danes izgubili 2 točki, vse situacije so nam šle kontra, ampak vesel sem tudi, da smo končno prikazali dobro nogometno predstavo. Bili smo nevarni, imeli veliko priložnosti, zaslužili smo si zmago in upam, da so tudi gledalci prišli na svoj račun, ker mislim, da je tudi to zelo pomembno za Slovensko ligo. Matej, derbi verjetno celo malce težji, kot ste si predstavljali, izenačena tekma, v kateri je bila morda celo terensko Gorica boljša, Koper se je danes kar mučil, kaj ne? Ja, seveda, težka tekma, pričakovali smo tako, ampak v začetku prvega polčasa smo bili dosti boljši in do rdečega kartona mislim, da smo bili mi na terenu boljši in rezultat je 2:2 in mislim, da je pravično tako.